Tudi poslovanje Komunale Brežice je sicer zaznamovala epidemija covida. Med najpomembnejše projekte v lanskem letu pa štejejo: zaključil se je projekt izvajanja kanalizacije in vodovoda v Gaberju, potem smo na Vrhovnici recimo se je izvedla rekonstrukcija 2 kilometrov vodovoda, potem eno podvrtavanje recimo večje, tako pod reko Krko smo izvedli. Pa mogoče bi izpostavila še na področju ravnanja z odpadki, da so se nekoliko povečale količine zbranih odpadkov, predvsem bija in pa odpadne embalaže. Se pravi, vidi se, da so bili ljudje doma, da so čistili, pospravljali okolico hiše. Opravili so tudi analizo ločenega zbiranja odpadkov, ki je pa pokazala, recimo, da uporabniki še vedno ne ločujemo čisto tako, kot bi bilo treba. Tako da imamo nalogo tudi za prihajajoče leto, se pravi, da tukaj na tem še nekaj naredimo. Lani je bilo poslovanje najboljše do zdaj. V lanskem letu smo prvič presegli 7 milijonov prihodkov, 7 milijonov 90 tisoč evrov približno je bilo prihodkov. Čisti rezultat konec leta je bil pa 38 tisoč evrov. Letos načrtujejo popravek cen nekaterih storitev. Predvidena je nižanje cene javne infrastrukture pri zbiranju odpadkov, potem pri zbiranju bioloških odpadkov in pa pri čiščenju, tudi omrežnina pri čiščenju odpadne vode. Se pravi, tukaj gre predvsem za nižanje omrežnin oziroma cene javne infrastrukture iz razloga nižjih vrednosti najemnine. In kaj to pomeni za končne uporabnike? Za tiste, ki nimajo bioloških odpadkov, bo pomenilo znižanje na položnici tam nekje 2,4 evra. Se pravi, tako za tiste, ki so na malih komunalnih čistilnih, se pravi, imajo greznico, za vse enako. Za tiste, ki pa imajo bio, bo pa položnica v povprečju za slabe 2 evra višja. Novoselčeva še pove, da gre v povprečju za nižje cene od slovenskega povprečja.